Nik Zupančič, 4 tekme svetovnega prvenstva so pod streho, izkupiček 1 točka. Kdo bi pričakoval več, kdo morda tudi to ne, kako ste sami zdaj zadovoljni s tem potekom prvenstva? Ja, ko smo odhajali na samo svetovno prvenstvo, smo vedeli približno, kaj nas čaka. Zelo smo se osredotočili na prvo tekmo, sicer po slabem začetku, 2 dobre tretjine, imeli smo na koncu celo možnost tekmo zmagati. Pač dobili smo točko in še vedno trdim, da bo točka zlata vredna v nadaljevanju, oziroma bolj bomo šli proti koncu, bolj bo ta točka pomembna. Kar se tiče ostalih 3 tekem, tekma s Kanado, pač renomiran nasprotnik, aktualen svetovni olimpijski prvak, in oni kakršnokoli reprezentanco sestavijo, je zelo kvalitetna in se vedno bori za medalje, in to so tudi dokazali na tekmi z Slovenijo. Potem pa je sledila tekma z Norveško. Jaz mislim, da naša najslabša tekma na tem svetovnem prvenstvu. Kljub temu, da smo si želeli izkupiček na tej tekmi, smo odigrali slabo, spet slab začetek, prva tretjina ni bila po naših željah in potem smo celo tekmo lovili nasprotnika, ki pa je bil prekvaliteten in prepameten, da bi nas spustil nazaj v samo igro. Potem takoj drugi dan je sledila tekma z Finsko, na kateri pa smo pokazali drug obraz, zelo dobro reagirali na slabo igro proti Norveški. Ekipni duh je bil na visoki ravni, energija je bila prisotna in fantje so si res želeli, in to je bilo vidno tudi v igri. Odlična prva tretjina, kljub temu, da smo nekako prepustili pobudo nasprotniku, smo v redu stali v obrambi, in to je bil ključ tudi, da smo povedali 1-0 v prvi tretjini. Potem žal 2 hitra gola. Kljub temu smo v tretji tretjini se vrnili nazaj z zadetkom iz powerplaya. Ampak Finska pač ima individualiste, dobre tehnične igralce, ki so potem tekmo obrnili njim v korist, ampak je bilo veliko pozitivnega in na temu moramo tudi graditi za nadaljevanje prvenstva. Ja, pomembno pa je tudi to, da imate vse v svojih rokah, da fantje imajo vse v svojih rokah. Zadnje 3 tekme, morda ta s Češko še najmanj v rezultatskem smislu pomembna, ali vendarle samo to? Ne, vsaka tekma je pomembna. Tukaj se vidi, da ni zdaj superiornih nasprotnikov, in na 100% dan se lahko kosaš za vsakim. Ampak moraš biti pa res na vseh elementih igre, moramo biti na naših 100%, če se hočemo nadejati uspeha, ne samo proti Češki, tudi na zadnjih 2 tekmah, Belorusiji in Franciji, kjer bomo sigurno iskali svoje priložnosti.